In sicer bi nadaljevali s to resno temo, glede teh prezentacij. Glede, nalagani smo bili neštetokrat. Že nekaj let čutimo to veliko nemoč, ko probaš nekomu dopovedati, da je 1 + 1 2, pa ti on nikakor ne verjame. Ne? Al Gore je rekel, da je pač najtežje prepričati nekoga, ki je plačan za to, da ne verjame. Ne? Tako da v Lafargu so seveda plačani, pa nažalost tudi na Ministrstvu za okolje in prostor in celo na naši vladi, da ne verjamejo oziroma da ne razumejo. In mi smo se potem odločili, ravno zaradi teh laži in potem, samo malo, to rabim. Aha, da je tukaj na tla. Zaradi neprestanih laži, v zadnjem času pa celo, oziroma odkar je ta vlada prišla na oblast sedanja, totalne ignorance, smo se odločili za diverzantsko akcijo in sicer 14. julija, če se spomnite, letos, ko je vlada Republike Slovenije obiskala, premier Pahor je obiskal Zasavje, določena podjetja in mi smo se, ker smo pač poznali turo njegovega obiska, smo se v določenem trenutku sedli na tla in s tem izborili, da je, hvala vsem, tam nas je bilo kar nekaj, hvala Bogu, logistika je bila dobro stekla, informatorji so bili dobri, tako da smo bili v pravem času na pravem mestu. Izborili smo si, da je Pahor prišel iz avta, nas prišel pozdraviti in mi smo mu nekako predstavili problem, oziroma zakaj smo sploh tam in bi prosil od tonmajstora, da vključi posnetek. Tukaj bomo sedeli, pa naredite, kar pač počnete. Če bi pa se hoteli z nami sestati, se pa na minutne sestanke ne pristajamo, ampak hočemo sestanek v roku 14 dni, vsaj 2 ure, da se o tem uredno pogovorimo in da ta problem rešimo. Tukaj ni možno živeti. In če papir prenese vse, če na Arso in na MOP-u uradniki, pač, ki niti 1 minute življenja niso tukaj preživeli, dajo papir, da je vse v redu. Potem morate vi vedeti, da tukaj te ljudje, ki so tukaj, imajo privide, privohe, prisluhe in se nam je vsem skupaj zmešal. Zdaj se pa pač vi odločite, Uroš Macen. Uroš. Jaz predlagam, da se, tako ste vi postavili rok, jaz ga bom spoštoval. V 14 dneh dobimo in mislim, da bi bilo z moje strani preveč in pretirano, če bi rekel, da se dobimo v Ljubljani, ampak vam pravim, da se bom v roku 14 dni znova oglasil tukaj in se dobil z vami, v miru. In se vzel, kot zahtevate, 2 uri časa, da se mimo vseh drugih, direktno skupaj z mojimi sodelavci pogovarjamo z vami. Da vi poveste vse argumente, ki jih imate in da mi na te argumente potem poskušamo tudi odgovoriti in se zmenimo, kako naprej. Je to v redu? No, to ste slišali, kaj je premier povedal. Jaz predlagam, da še enkrat slišimo ta posnetek. Da se mimo vseh drugih, direktno skupaj z mojimi sodelavci pogovarjamo z vami. Evo, se pravi, mimo vseh drugih bi se on z nami moral za 2 uri pogovoriti. Čez kakšno uro, ko je imel tiskovno konferenco v Elektroelementu iz Lake, je svoje mnenje že spremenil. Pač povedal je, da se bo dobil ne pač z nami, ne tako kot je obljubil, ampak z predstavniki vseh onesnaževalcev v Zasavju, predstavniki vseh občin, nekih drugih inštitucij in skratka tudi Ekokrog bo lahko seveda zraven. Potem smo mi pač povedali, da takšen dogovor ni bil, da smo si roko stisnili, si pogledali v oči in se zmenili čisto nekaj drugega. Da bomo v 2 urah, da se mi med sabo pač pogovorimo kako in kaj, da pač imamo možnost res predstaviti problem. Potem so pa iz njegovega kabineta, ne od te zelo glasne Dimičeve, ampak nek podrejen je moral biti, ker je bil moški, je predlagal naslednje. Največ, kar nam dajo je, da se dobimo z vlado Republike Slovenije v nekem določenem prostoru, ampak zraven bo Lafarge Cement, predstavniki Lafarge Cementa, ki pa nam obljubljajo, ne bojo smeli nič povedati. Torej, Lafarge Cement bo tam samo kot nadzorni ali pa kot fikus za okras, ne vem. Skratka, vlada se z nami direktno ne upa dobiti, da bi se vsaj pogovorili o tem problemu. Skratka, njihov predlog je, v vsakem primeru Lafarge mora biti zraven. To jaz mislim, da zdravorazumskemu človeku pove vse. Zato smo se mi potem tudi seveda odločili, da zdaj odreagiramo in če on noče sprejeti nas, bomo mi prišli do njega in sicer peš in kot verjetno že veste, mu bomo izročili
to štafeto norosti. Norosti pa zaradi tega seveda, ker ta projekt sežiganja nevarnih odpadkov, industrijskih odpadkov iz celega sveta, se pravi iz Evrope in držav tretjega sveta, v neprevetrenih majhnih zasavskih dolinah ne more biti nič drugega kot zgolj totalna norost. Ne? Po drugi strani pa štafeta norosti tudi zaradi tega, ker če premijer misli, da nas bo tako grdo nalagal in da mi ne bomo odreagirali, ne, potem je ta človek, po mojem mnenju, res tudi on nor. No. Tako da toliko, mislim, ta štafeta bo šla k njemu v roke. Zdaj bi pa, ja, hvala.